Med plujeva mimo mesta Korčula in so se podala na otok Ščedro ali pa Hvar, bo še videla, mogoče celo Hvar, pa si ga malo po Hvaru danes večer sprehoditi. Tudi vetek se bo pol ukrepil, mestral bo začel pihati, tako mora pohititi, ker bo šla spet v veter. Zaenkrat pa takole super. Malo oblačno, malo sončno plujeva, čovke vetra bo jadrala, trenutno ni neki vetra. Je pa napoveden močan maestral. Včeraj sva iz Korčule priplula na Ščedro. Je pa spet ful močen maestral nasproten, tako da sva mislila iti na Hvar, ampak so se premislila, ker nama ni treba, se nama toliko ne mudi. Sva pa tole v Nivoli na Ščedro, sva čisto sama, tako da celo plažo zase. Zdaj pa verjetno nekaj časa tukaj, pa imamo pa 15 mil, 14, mislim, da je do mesta Hvar. Tam bomo pa pol prenočila. Danes bomo pa tukaj čez dan malo, par ur. Malo dopusta. Jaz sem bila na plaži nekaj časa, kakšno uro, dve. Sem prišla na jadrnico, pa gledam od zunaj kar piha. Tako da mogoče ne bi rinila zdaj glih v veter. Bom šla jutri zjutraj, mogoče naprej se s nama tudi ne mudi. Lep zalivček, malo smeti sva pobrala tamle na plaži, sva jih dala v gumenjak, neki vrečke, tako da bomo pol tam na Hvaru stran vrnili. Pa tam mogoče celo ena jadrnica prihaja. Glavno voda je čista, sidro imava tamle nekje na pesku, tako da dobro drži. Niso se pa nič vezala, lahko bi se vezala na eno ali pa drugo stran, ampak glede na to, da sva sama, ni potrebe, če je pa več plovil, se pa pol nazaj veže, ampak zdaj ne. Danes sva se odločila, da bova večerjala na obali, na plaži, tako da sva zdajle malo šla tukaj okoli, sva nabrala nekaj stvari, tole bova kurila. Tukaj Natalija že maso naredila za testo, za kruh. Bomo pol navila tudi v Indoneziji, potem, ko smo počeli na palco. Pa mislim, da imamo neke hrenovke, pa neke še vojaške hrane, neke omakce. Kaj pa ti zdaj šotor delaš, kaj? Ja. Tako da se pripravljava, pol sonce zahajalo, ko bo zašlo. Bova pa zakurila malo prej, tako da bova v mraku jedla, ali pa celo po temi bova videla. In da so že začela kuriti. Tukaj imamo za kruh. Imamo hrenovke noter zavite v aluminiju. Pač par stvari imamo. Kje imamo pa vojaško hrano? Aha, imamo. Ok. V glavnem, zdaj bova tle malo kurila. Tele drva malo zagorijo. Malo žerjavke. Saj bo pa glih lepo sonce zašlo, pa bo ravno prav. Najna soseda sta se presidrala, sta se odvezala, pred nama sidrala, ne vem zakaj, ampak ok. Kruh se že tamle nad žerjavko lepo peče, da še ta ogenj malo pogasne, dava hrenovke v alufoliji zavite. Tako da bo super, pa da pa še ponovicati ponovk tole gor, pa omako noter, to bo super. En kos kruha sem odlomil, dober je. Tudi hrenovka je dobra, se pozna, da imava čebulo zraven pa slanino še.
tako da je ful dobro. Se že veselim, ker sem že ful lačen. Evo, še malo. Dovolj je za danes, gremo nazaj na Jadrnico. Jutri zjutraj odplujeva naprej na Hvar. Najn dingi privezan, evo, so prišla na Hvar. Zdaj greva pa tam na gor v hrib malo pogledati. Verjetno sploh ne bova danes tle prespala na Hvaru, bova kje v kakšnem drugem zalivu. Nekaj se ful gunca na odprto piha sem, tako da bomo šla verjetno naprej. Greva se zdaj malo po mestu sprehode, da vidimo koliko je ljudi, pa malo gor do grada. Pa bomo pa naprej odplula. Tam sem gledal na sidrišče na 2 milje naprej, bo v redu, ali pa čez greva lahko na Paklene otoke. Zadovoljna? Si? No. Pa pejva pogledati malo. Kaj pa slikaš? Kaj slikaš? Grčijo? Ja. Timi dol čaka na sidro. Edo pa grejo tale posenčki v potki gor. Italija spet te vijolične rože zagledala.Sko se slika s temi rožami. Sliko? Ja, zdaj snemam. Ne moram. No, tako lepo izgleda. Skos imam neko delo. Po konc, ali... Si? Ja, kako to izgleda pri nama. 3, 4... Ja, sem že. Ja. Zdaj. Ajde, pet greva gor. Šla na soncu sedela. Šraj na vrhu, ki je lep razgled. Same dva privežemo, ne? Ja, ampak koliko imajo... Poglej, koliko jih je. Manjki imajo gor na koncu. Imajo, ja. Ja se mora vršiti prikazati štiri. Zapuščamo Hvar. Šla sem malo pogledati, to je bil namen. Greva pa raj nekaj posilka, ki je bo bolj nekaj. Eni so hitri, eni smo pa malo bolj počasni, ampak gremo pa saj za stok. Pa luštno je. Počas Jadrova, dobro 3 vozle, ne več, ki ne gre, ki ni več vetra, ampak se malo čas. Sem se odločila, da bom kar nadaljevala, da bo tla na Hvaru. Še gumenjak vlečeva za sabo, ker sploh nisem imela namen, da bova jadrala in so že kar odprla jadra. Pač ga pa vlečeva za sabo, se ni velo. Glavno greva na Šolto in bova tam danes prespala. Evo, medva sva pa danes dobila obisk. Igor Stropnik nam je prišel obiskat.
Oh, to pa je. Congratulations, čestitam. Thank you, hvala, evo ti. Čestitam. Hvala. To pa je kapitanu. prihod, kar skočil je z gumenjaka. Ja, tu je pa. Dobrodošla doma. Ja, res, Čestitke. hvala. Ponosni smo na vaju in hočemo čim več slišati, kako je bilo se učiti od vaju. Super, lej. Nič, pet naprej bomo kakšno rekli. No, bomo spil pa. Tako, medtem se počasi vračamo domov, tako da super, evo ti še. Smo prijetno presenečeni nad Igorjem Stropnikom, drugače jaz njega spremljam na YouTubeu tudi. On je tudi skipper, profesionalni, tako da mogoče ga boste pa še srečali kdaj. Ja, bomo samo en hiter krog naredili tale po mestu, pa gremo pa nazaj na Jadrnico. Je pa bolj malo ljudi, se je bolj kot ne zaprto, tudi veliko, razen tele restauracije, ampak vse je fajn, da ni gužve. Je pa tako, kar hladno, mene kar malo zebe. Midva sva štartala naprej, odprla sva Dženakar in zdaj lepo z skoraj 7 vozni lepo letiva na sever Jadrana. Bo videla, dokaj bomo šla, maksimum bo do Murterja, bomo pa videla. Glavno, zdaj je lepo, če bo taka hitrost, bomo šla kar do Murterja. Danes je malo juga, tako da se splača skoristiti čim dlje, ko bo spet bonaca bomo mogla motorirati. Ali pa mogoče spet kontraveter, kaj še ne, niti nisem gledal toliko naprej vremenske napovedi, ampak danes naj bi bil jugo, kar tudi je. Ker malo gužve na morju, nedelje je, dopoldne in se pozna, ker so bili včeraj, so plovila prevzeli v marinah. Tako zdaj se bližamo tle nekam tle v zadnji, ki je Sukošen, ne Sukošen, Primošten in že veliko teh čarter bar, ki jadrajo, pa Trogir, pa se pravi, moramo malo gledati še na ostale. Pač pa veter je padel, ampak še vedno se premikava dovolj hitro, tako da še kar ustrajava na Dženakar. Pa tu čas mava, pa niti ne veva, kam greva, tako da zaenkrat je v redu. Natalija sama jadra me je napodila v Dingi. Kazensko, se bom pol noter, paš lahko. Ja, kad cukne, veš. Ja, se drugače zna sama zaprt Dženakar, tako da če bom pol vodom, me bo že rešila. Motor to zna ožgat. Ja, misliš, dvomem. Ti sem zapri Dženakar, motor ožgi v brit nazaj. Tako da se malo ofnava. Ja, imela so danes na priotoku Kaprije. Zdaj sem pojel eno hobotnico, tako da bo za večerjo en dan. Ni tako majhna, je kar lepa, tako da dobra bo za naju. Zasidrana na otoku Žižan. Tale hiška nama je všeč, so bila že večkrat tukaj. Tale Sanska, ja, pa pomoljček lepo. Tale bi res bil, nikjer nobenega soseda skoraj. Reč pa takole od zone izgleda proti Kornatom, pa ko imeli regato. Ne vem, zdaj sem štel 25 jadrnic. Jadre sem pa tja, tako da ne vem, ali imajo mogoče kakšno regato. Ne vem, v glavno, medva greva zdaj v vodo, malo zaplavati, pa da vidimo, kako je. Danes malo ful lep dan, sončno, nič ne piha zdajle. Italija tale gleda nekaj po telefonu, tale pa malo sončni zahod. Evo, kako malo lepe okna spet, sem uprav danes pa sončne celice, ker sem delal vodo. Natalija je pa noter pospravljala, so pa tle v enem lepem zalivu, Žižanju. Prele so šla pogledati tole hiško, tale z gumenjakom, mi je ful všeč. V glavno jutri naprej bova šla proti Ižu. Tole so Kornati čez, tako da super, sem vesel, lep dan je.
ravno prave temperature so zdajle. Prej so tlele malo ležalo, od spredaj je bilo kar malo prevroče, sonce je preveč žgalo. Zdajle pa super temperatura. Tudi v vodi sva bila, sicer danes ni, ne vem kako čista, je kar malo motna, ne vem zakaj, ampak super je. Se mi pa zdi, da je tudi vsak dan malo toplejša, tako da sicer nama narobe kaže za temperaturo, tako da ne vem točno koliko je, ampak vidim pa razliko, zdaj ene pol stopinje več kaže, ko je 2 dni nazaj, tako da se počasi se greva. Zdaj, če ne bo kakšnega močnega vetra, da bi fajn premešalo morje s kakšnimi velikimi valovi, bo šlo to vsak dan samo bolj navzgor. Pred nama je spet en lep dan, sončen, brez vetra, čist nič ne piha, tako da greva lepo spet na motor, greva pa do Iža. In tudi zdaj se bo zadržala 2 dni tukaj okoli Iža, oziroma Dolgi otok, tako da ne bo zdaj kaj dosti plula, zdaj greva še teh par mil, tam leže Iž, tako da ne greva daleč, tako da končno nama ni treba več plut teh dolgih razdalj, ko smo do zdaj navajena. Evo, dobila sva že prele eno jadrnico, ki so naju prišli pozdraviti, tako da, evo, očitno sva zanimiva, naju veseli. Itak pa še malo, zdaj koliko 2 tedna do Portoroža, ravno prav lepo počas. Pa oba sva se naročila, zdaj tukaj na Hrvaškem, greva prvič po par letih čisto pravimo frizerju, zato se še nisva zdaj strigla, zato sem malo daljš lase pa take. Tako da Natalija se že veseli, da jaz pa tudi, da mi ne bo treba barvati je, ampak bodo enkrat to naredili strokovnjaki za to. Ker če jaz barvam, pa je to skozi neki, pa tle ni dobro, pa tle moraš tako, pa tle drugače, tako da se naredim, ampak mi ni glih frizerska neki pri srcu, tako da raj se usedem tam na stol, pa počakam pol ure, da je urejeno. Mi sva na Ižu, tale jadrnica, talele, pa talele, to so naju vsi prišli pozdraviti. Tako da sva ful vesela, tako da bomo šli zvečer tam nekam na obalo skupaj, da se lahko še pogovarjamo, ker ne sem malo preveč za eno jadrnico. Tako da res ful lepo od njih, pa da smo se takole čist nenapovedano dejansko zmenili od včeraj popoldne, kje si, kam prideš, in smo pač določili tale Iž. Tako da smo zdaj vsi tukaj. Jaz sem vesela, pa še ena jadrnica pa še prihaja, bo pa jutri zjutraj prišla, ker so zdaj približno premudi, tako da neverjetno, res, bomo lahko kakšno svojo regato naredili. Zdaj pa še malo poletim z dronom, da bomo imeli en spomin, 4 jadrnice. 3 smo tle lasniške, eno je čarter, ampak ne zato, da super.